V letošnjem letu bomo vsako našo oddajo za zdravje zaključili z eno od izjemnih zdravilnih rastlin sveta. Se tudi vi ne morete upreti sladkarijam, čeprav veste, da škodujejo vašemu zdravju. Lahko se uprete škodljivemu sladkorju s pomočjo ajurvedske rastline gurmar. Gurmar ali Gymnema silvestre je divja ovijalka, ki raste v osrednjem delu tropske Indije in je ajurveda pozna že več kot 2000 let od takrat v bistvu uporablja to rastlino. Zakaj je tako pomembna? V bistvu v hinduščini gurmar pomeni uničevalec sladkorja, kar je res neverjetno, ker danes vemo, da imamo veliko težav z odvisnostjo od sladkorja, ki tudi povzroča različne zdravstvene težave, srčno-žilne bolezni, tudi seveda diabetes, ampak marsikaj drugega, kar je povezano tudi z našim živčnim sistemom, koncentracijo, glavoboli in tako dalje. In če se želimo tega znebiti, potem je dobro, da vemo, kakšne rešitve in katera je tista rešilna bilka, ki jo seveda ponujamo. V bistvu govorimo o eni posebni sestavini, ena snov, ki se nahaja v samem gurmarju, se imenuje gimnemična kislina. In ravno zaradi gimnemične kisline prihaja do možnosti, da se v telesu uravnava krvni sladkor, da tudi spodbuja telo za nastanek novih celic, ki bojo proizvajale inzulin in s tem tudi pomaga tistim, ki so recimo zboleli za diabetesom. Hkrati vpliva na zmanjševanje trigliceridov, ampak še ena dobra stvar pri gurmarju je, da kar potrjuje tudi sama študija, ki so jo delali na Kansasu, ki govori ravno o spremembah v našem črevesju, oziroma vemo, da danes veliko ljudi ima težave s kandido in to patogeno obliko kandide, in ta raziskava je pokazala, da gurmar vpliva na kandido na tak način, da je spremeni v to normalno obliko, ker je kandida tudi normalno prisotna v našem črevesju. Hkrati tisti, ki so uživali gurmar dlje časa, recimo tam nekje približno 18 mesecev, so drastično zmanjšali tudi zdravila, ki so jih uživali za diabetes. Tako da je veliko teh področij, ki lahko uporabljamo gurmar in nam bo lahko dobro služijo. Kako pa naj ga uživamo? Uživamo ga na tak način, da v bistvu zmešamo eno čajno žličko pol ure pred obrokom. Če imamo recimo težave s kakšnim odvečnim kilogramom ali želimo uravnavati krvni sladkor, to naredimo pred vsakim našim obrokom. V bistvu ga lahko tudi zmešamo s kakšnimi drugimi prehranskimi dopolnili in s tem naredimo veliko dobrega za svoje telo. Če imamo težave recimo s hrepenjenjem po sladkorju, potem ga žvrkljamo, zadržimo nekaj časa v ustih in bo izklopil receptore za sladko. Potem boste videli, nekaj ur sploh ne boste hrepeneli po čokoladicah in piškotih. Tako da, če imate tovrstne težave, imate tudi rešitev. Hvala, da ste bili tudi danes z nami, dragi naši gledalci. In hvala, da nas spremljate že več kot 9 let. Lepo se imejte, čim manj prehlado vam želim v letošnji zimi in se vidimo spet prihodnji mesec.